Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z nami je danes ena zelo izjemna posameznica, dr. Nana Šumrada Slavnič. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Živijo. Ja, živijo. Zdaj, preden gremo pokukati v tvoje izjemne izkušnje, poglede in pa v tvoje izjemna razmišljanja, bi te jaz našim poslušalcem predstavil, da bi ugotovili, kako izjemna sploh si in kaj dejansko počneš. Tako da ti si doktorica davčno-pravnih znanosti, diplomirala si na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, magistrirala si na Harvard Law School, izjemno, tako da tega se bomo pa še kasneje malo dotaknili, doktorirala si pa na Katoliški univerziteti Leuven. Si vodja pravne službe pri Outfitu 7, ki je tudi slovenski prvi in edini unicorn trenutno bil, prodan Kitajcem. Imaš tudi ogromno nekih priznanj, med bolj znanimi si bila tudi AmCham Top Potential leta 2012. Si redna govornica na ženskem gospodarskem forumu, se pravi Women Economic Forum, ki združuje več kot 300 udeleženk iz celega sveta in več kot 25 držav. Si tudi predavateljica. Delali si pri velikanih, kot je PricewaterhouseCoopers, IBM-u in pa sedaj si pri Outfitu 7. In pa ogromen nekih izjemnih člankov imaš, eden izmed njimi, katerega se bom pa tudi dotaknil, je bil Talenti pri nas si želijo predvsem izzivov in to bo tudi ena tema pa za naprej. Imaš pa tudi dva zelo zanimiva hobija, ples in pa gledališče. Tako da lepo pozdravljena. Zdaj, pozdravljeni. Moje prvo vprašanje je zmeri, ker me zanima, kako si že takrat razmišljala, če bi bila midva v gimnaziji sošolca, kakšna si bila? Ja, najprej pozdravljeni Mark, Simon, Sandra. Torej, če bi bili skupaj v srednjošolskih klopeh, jaz sem bila zelo podobna, kot sem zdaj. Tako da imela sem že takrat kar dosti napolnjene urnike, namreč trenirala sem 4 različne plese. Tako da recimo po gimnaziji, sem bila v španskem oddelku, imela sem zelo zanimive sošolce, s katerimi smo v stiku še danes. Moram reči, da se nismo zelo veliko družili izven gimnazije, ravno zaradi teh mojih aktivnosti, ampak jaz sem bila bolj umirjena, pa imela sem pa vedno, rekla, kar jasno mnenje. Tako da ne prav opazna, ne glavni leader of the gang, sploh ne, ampak nekako, ne front singer, ampak definitivno nekdo v bandu zadnji. Ja. Ful dobro, hvala. Jaz bi kar začel udarno, mogoče to, vem, da se ukvarjaš tudi z iskanjem talentov in tako naprej. Tako da me zanima v bistvu po tvojem mnenju, kako se ti zdi, da smo nekako v bistvu v Sloveniji na tem področju po primer talentiranih posameznikih, posameznicah, sploh glede na tvoje izkušnje v globalnem merilu, pa če se ti zdi, da se mogoče o talentih pri nas v Sloveniji celo nekako premalo govori, pa so vsaj do neke mere premalo izpostavljeni. Ja, najprej glede pula talentov, če prav razumem tvoje vprašanje. In mislim, da v Sloveniji imamo neverjetno veliko izjemnih ljudi, glede na število, kakršni smo. Kar je dobro in kar vedno poudarjam, je, da nimamo takšnih težav ali pa takšnih izzivov z enakosti spolov, kot jih imajo v drugih državah. Tukaj rečem, da recimo imajo mlade ženske talentirane mlade ženske, kot tudi konec koncev se talenti niso samo mladi, so tudi bolj izkušeni. Ni zdaj, da imamo idealno situacijo, ampak že tukaj imamo bistveno boljšo situacijo, kot bi imeli že v Zahodni Evropi, kaj še drugje po svetu. Tako da očitno genetska zasnova je odlična. Se gledam tudi eno izjemno posameznico tukaj med nami, Sandra, profesorica, weightlifterka, mislim, res superwoman. Tako da in tudi vidva, nista popolnoma brez neke vloge in smisla. Torej, mislim, kaj hočem povedati, ponavadi govorimo o super talentih v nekih 5 do 10% populacije, gledano tako. Zdi se, da jih je v Sloveniji veliko več. Pa imamo in športnike, in znanstvenike, in ljudi, ki so priznani v tujini, povsod srečate kakšnega Slovenca. Torej, jaz, če bi gledala kot slovenski, slovensko populacijo, moram reči, da sem izredno zadovoljna s količino in kvaliteto talentiranih posameznikov, ki so v Sloveniji. Tudi recimo v smislu iskanja pravnikov za našo ekipo, iskanja coderjev za naše,
recimo ljudi, ki se nam pridružujejo. Ima Slovenija neverjetno veliko, tudi število ljudi, s katerimi ki prijo upoštev tako za službo, kot tudi za recimo kakšno drugačno sodelovanje in druženje. Zdaj, kar se tiče pa vidnosti, Slovenija, saj bom rekla, ne bom povedala popolnoma nič novega za vas, Zdaj, mislim, da akademski svet je vzpodbuden, športni trenerski svet je vzpodbuden. Vse, kar je, bom rekla, vse, kar je nekakšna zasebna iniciativa, tudi izobraževalna iniciativa, vzpodbuja izredno posameznike. Konec koncev sem tudi jaz prišla iz slovenskega šolskega sistema, pa sem lahko naredila vse te častitljive institucije in šole, ki se jih omenila prej. Torej, nimamo nobene potrebe, da bi bili samozavestni. Ampak nekako ali talenti mečkam pobegnejo v tujino, je pa tudi v Sloveniji, če pa so, je pa še vedno nekoliko slabšalno govoriti o finančnih uspehih. Mislim, da samo v tem segmentu smo mečkano zaostajamo, če ne veliko zaostajamo že v svojem krogu držav okrog, kaj pa šele kulturno v primerjavi z drugimi. Drugače pa mislim, da je to eno okolje, ki je varno, prijetno, torej kot sem rekla, ni posebej diskriminatorno, čeprav bi verjetno marsikdo imel tukaj veliko za pripomniti, ne pravim, da je idealno, ampak je zanimivo okolje za valilnico, če lahko temu tako rečemo. Tukaj imamo mirni, posebej veliko dogajanja, torej lahko se osredotočimo na to, viri hrane so blizu, mislim, dober teren je za vzpostavljanje pula. Zdaj, če pa želimo tukaj ostati, je pa druga zadeva. Se da povedati še o kakšnih drugih podpornih sistemih, ki niso najboljši. Hvala. Hvala. Hvala, draga Nana. Šumrada Slavnič, si z nami, cenjena gostja v mesecu izjemnih poslovnih žensk, kot je uvodoma povedal že Mark, v mesecu decembru 2020 in predstavnica ženskega spola uspešnih menedžerk. Tvoja čudovita osebna energija in moč znanja, ki jo lahko občudujemo in predvsem to občudujemo pri tebi, kako lahkotno prepleta vse 4 dimenzije delovanja sodobne vodje, od kariere, doma, osebne rasti, šport, pri tebi ples in prispevek skupnosti, prostovoljstvu. Vse to nas zelo navdihuje. In hvala ti, da si tu z nami. Si prejemnica tudi vseh vidnejših nagrad in priznanj, predvsem v mednarodnem poslovnem okolju, če izpostavimo le eno, AmCham Top Potential. Draga dr. Nana Šumrada Slavnič, si doktorica davčno-pravnih znanosti, kot uvodoma povedano, si diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, potem magistrirala na Harvard Law School in potem vodila vse do doktorata v tujini. Zanima me, če nam lahko zaupaš nekaj več o tvoji doktorski nalogi in tezi in kako te je pot vodila v tujino in zakaj. Najlepša hvala, dr. Penger. Draga Sandra, najprej hvala za povabilo. Razumem, da je bilo tole povabilo predvsem tvoja ideja, tako da sem izredno hvaležna. Moram reči, da vsakič, ko slišim, naprimer, dr. Šumrada, ko sem bila pred poroko, jaz pomislim na svojega očeta. Torej, jaz sem oseba, ki sem bolj sproščena v tem smislu in je absolutno vse, kar si povedala, drži, vsi ti koraki so za mano, ampak se mi zdi, da je bistveno, kakšno ti spušča oseba, res 1 na 1, pa kakšno ti spušča. Tako da tudi, če imamo čudovite titule, pa smo mečka nesimpatični, potem to nekako ne daje tako velikega flow v komunikaciji. Torej, da povem, kaj me je vodilo v tujino. Zdaj, čisto iskreno, jaz sem si želela več izkušenj na finančno-davčnem področju. In takrat, ko sem se jaz za to odločala, to je bilo leta 2005-2006, nekako niti ni bilo takšnih specialističnih študij v Sloveniji. Takrat sem pomislila na nekaj študijev v Združenem kraljestvu in predvsem v Združenih državah. In kot marsikdo sem izpolnila svoje prijavnice, pridobila vse reference in sem se takrat odpravila na pot. Tukaj, zakaj Harvard Law School? Prav pomislila sem, ko sem se pripravljala nekako na ta intervju, zakaj in kako sem zbirala takrat. In dejansko je šlo za to, želela sem si novega znanja. Več izkušenj. Ko sem tukaj končala pravno fakulteto, sem bila seveda zadovoljna, ampak recimo naš pristop do prava je bolj seveda kontinentalen, nekoliko bolj teoretičen,
bolj smo vezani na zakone, manj analiziramo zakone, se sprašujemo, zakaj. Ne? In pač se mi je zdelo, da si želim te izkušnje pridobiti, namreč anglosaškega prava. In tukaj je bilo čudovito, ker sem se spoznala s tako imenovano sokratsko metodo. Ta ni značilna samo za Harvard Law School, seveda, ampak tam je bilo to izredno izrazito poudarjeno. In takrat, iz svojega prvega predavanja, prebereš pač besedilo, to je 300 do 500 strani na dan za en predmet in profesor podaja določene teze in ti naj bi bil sposoben podajati antiteze, vprašanja, podvprašanja in vsa vprašanja, na katere sem jaz lahko sploh pomislila, so bila vprašana v prvih 2 minutah strani vseh mojih kolegov. In takrat ne, da imaš nek ego, ampak zdi se ti nekaj pa vendarle obvlada. In vidiš, da je še dodatna dimenzija, veščina, ki je preprosto nimaš. In ki se jo da pridobiti in je čudovito, da jo imaš. To je veščina nekega, rekla čist, ne problematiziranja, ampak načina razmišljanja o problematiki. No, to mi je bilo izredno pomembno takrat in sem bila izredno hvaležna za te nove veščine, ki sem jih osvojila. Potem pa sem se vrnila v Evropo na podlagi nečesa. Eno izmed mojih vodil je, ki me sprašuje, kako se lotevam svojih stvari, ker ni nujno popolnoma začrtana smer, je, da sem se vedno lotila stvari, ki jih nisem morala spustiti, da gredo mimo. In en izmed takšnih je bil European Law Moot Court Competition, to je tekmovanje pravnikov iz evropskega prava. In dobilo se nas je 5 entuzijastov na Harvard Law School, poleg vseh teh readingov po 1000 strani na dan, so mi želeli pač še nekaj več branja in študiranja. In smo se prijavili na to tekmovanje in na njem celo zmagali. In tako sem pač dobila službo na sodišču Evropske unije in se odpravila v Luksemburg. Načeloma sem mislila, da bom tam ostala 1 leto, ostala sem 5 let. V kabinetu našega sodnika, dr. Marka Ilešiča. To je bila res izjemna, čudovita izkušnja, ki vsako, ki ima rad pravo, mu jo privoščim. No in takrat, z evropskim pravom se ukvarja veliko pravnikov, na sodišču Evropske unije pa to še dodatna dimenzija. In takrat zelo hitro ugotoviš, da veliko, kaj je harmonizirano, kaj ni, kaj je zanimivo. In ena izmed tistih zanimivejših tem se meni zdela še dan danes davčno pravo na ravni Evropske unije. Zakaj? Če govorimo o posrednih davkih, so te harmonizirani, seveda do določene mere ali v veliki meri, medtem ko glede tako imenovanih neposrednih davkov, se pravi dohodnine, davek od dohodkov pravnih oseb, pa je to prepuščeno državam članicam. In zaradi teh mix and match in tega, kako sodišče deluje, pride tukaj do velikih, zelo zanimivih, čisto znanstveno, teoretično pravno zanimivih vprašanj. Tako sem se lotila tega svojega doktorata, tako da to je bila še ena zgodba, ki sem jo želela povedati. Dejansko samo to. Lotila sem se pač tega projekta in pač moj mentor je bil zdaj še predsednik sodišča, tudi sam Harvard alumni, zato ker je imel največ davčnih primerov, tudi on, to je dr. Kun Lenarc. Midva so začela, pač jaz sem pripravila osnutek, on je bil nad osnutkom zadovoljen, potem sem poznala še enega, rekel, ne, to pa ni zdaj v redu in sem razumela, da recimo tisto smer ni bilo. Ampak sva zelo, bom rekla, intuitivno se razumela hitro, kako je treba, kaj on pričakuje, kaj je potrebno narediti. Tako da sem jaz pripravila svoj seženj strani v slabih 2 letih in potem doktorirala. Zdaj, sama tematika je, sekanje, bom rekla, tega skoraj federalnega evropskega prava, pa je federalno tak zelo tabu beseda za evropsko pravo, ampak teh principov, koncept evropskega prava z čist nacionalnimi pravnimi sistemi. To se zdaj zelo učeno in teoretično, ampak je pač čist zanimivo, ker prihaja do nekaterih čist razponov, nekaterih neskladij, nerazumevanja in pa predvsem teoretiki in profesori večkrat kritizirajo delo sodišča. To je moj doktorat. Izjemno, draga Nana, te bom klicala, draga Nana. Zelo pomembno sporočilo si dala tudi za vse naše mlade študente in bodoče vodje. Zlasti se mi zdaj vtisnilo to spomin, ko si dejala, da v tujini na Harvardu in sicer na predoktoratu sem se morala pripraviti 200-300 strani na dan. In zdaj sem se spomnila 2 primerov študentov, prav tako študenta prava, ki je magistriral v Združenem kraljestvu in je prinesel to zgodbo in je rekel, kako izjemno je bilo v tujini. Jaz vedno vprašam, kaj
pa je bilo v tujini drugačnega kot pri nas? Ja, tam je pa zares, tam se je pa potrebno na vsako predavanje pripraviti, prebrati 200 strani, 300 in sicer sploh ne moreš sodelovati. No in spomnim se pa še ene druge deklice, ki je šla tudi na izmenjavo v tujino, ne bom omenjala imen iz etičnih razlogov nič, in je rekla, kako super je bilo v tujini, kaj pa je bilo tako super, pravi ta deklica, študentka. Ja, samo na začetku je imela profesorica pol urce predavanj, pa smo pa mi sam hodim po terenu, pa analizirali, diagnosticirali. No, danes po 5 letih ima ta gospod svojo odvetniško pisarno, tista deklica pa vem, da še zdaj ni v svoji panogi, išče službo. Tako da želim poudariti tvoje močno sporočilo, da priprava na eno predavanje, tudi vložek 200 strani, da treba brati, da za tak uspeh je potrebno res trdno garati. Hvala, draga Nana. Hvala, Sandra. Mogoče bi še jaz nekaj dodala. No? Dejstvo je, da način podajanja je drugačen, ampak tudi študent mora biti pripravljen na ta vložek. Seveda, če se ex katedra predava, je pač to nujno osnovno znanje. Brez tega osnovnega znanja ne moramo govoriti o graduate programu, kajti ni nezrelosti v osebi, ki je slušatelj, niti ni v bistvu, kako bi rekla, celoten pač nivo je drugačen, ker tam se pričakuje, da je to nekako osnovno znanje, ki ti ga poda knjiga, prebereš. In potem je zdaj stvar, potem kako pa to razumeš, kako to analiziraš in se lotevaš tega razumevanja do bistva, v potankosti, točno kaj ne bi bil namen tega, se pa lotevaš na predavanjih. In tukaj, bom rekla, je tudi za profesorja zelo večplastno, ampak moram reči, da tudi študenti morajo biti na to pripravljeni. To pa je izziv, s tem jaz izzivam zdaj poslušalce, da vsak pri sebi, ker v bistvu veliko pri nas je včasih mora biti preveč pričakovanja, da bodo drugi za nas naredili stvari. Tam tega ni, tam pač prideš in se pričakuje, da pač si ti izredno aktiven, zelo zavzet in ni to stvar samo to, da tukaj ne plačaš, tam pa plačaš. Mislim, da to ne bi smela biti ta. Naš asistent, dr. Simon Colnar, se lahko prikupnost mi, ker pozna ta sistem, je eden tistih, ki mu ni problem prebrati več gore in mislim, da se kar strinja s temi stališči, tako da predaj besedo vsekakor naprej. Hvala, draga Nana. Hvala, Sandra. Super, zelo lepo si nas popeljala v svet, v tujino. Jaz sem tudi kar nekaj časa preživel v tujini in se mi zdi, da mi je dalo ogromno nekih razsežnosti. Zdaj, ena pomembna stvar, ki bi se jaz rad danes dotaknil in sem zelo vesel, da te imamo, ti si VP of Legal, se pravi vodja pravne pisarne v enem izmed podjetij, ki vsak teden postavljate nove trende ali pa vsak mesec. Imate več kot 350 milijonov mesečnih uporabnikov, več kot, mislim, da že 10 milijard raznih downloadov. Tako da me zanima, kako pa ti gledaš na ta svet digitalizacije, pa glede na to, da prihaja generacija Z, da smo čedalje bolj vpeti, da je naš telefon praktično postal naš osebni tajnik, vse v enem. Kako gledaš na ta svet, ker imaš res kar verjetno veliko odgovornost, ker vaše podjetje je res trendsetter na večjih področjih? Zdaj v bistvu hvala za vprašanje, izredno zanimivo, zelo bistveno vprašanje današnjega časa glede tehnologije. Zdaj popolnoma pravno gledano, je v bistvu to bilo področje, ki ko sem se pridružila Outfit 7, to je bilo 2017, je bilo praktično regulirano samo na področju Združenih držav. In sicer še tam, predvsem zaradi klasično oglaševanje, ki sploh v bistvu še zdaj v US niti ni tako prilagojena mobilni platformi, internetni platformi. Druga je pa tako imenovani COPPA, Child Online Protection Act, se pravi samo tisto, kar je bilo nujno za zaščito otrok. Kot vemo, ta čas, smo sprejeli GDPR, vse te zadeve in se pravi tukaj Evropa se zelo drugače odločila, recimo za varstvo osebnih podatkov, Amerika se je za varstvo oglaševanja. Dva paralelna sistema, ki naj bi imela podoben rezultat, lotevamo se pa istega problema na različne načine. Torej, do takrat je vaš telefon prav tako pobiral podatke, pa vas pač niso za to vprašali. Tako da tukaj je, jaz sem bolj na stališču, da tehnologija naj pomaga. Tehnologija naj vam bo v pomoč, naj bo vaš tool, če temu tako rečemo. Zdaj, prevečkrat se pa srečujemo s tem, da tehnologija zasvoji. Naprimer, mi obvladujemo, kot veste, naš krovni lastnik je kitajska družba, ta ima popolnoma drugačne probleme. Imajo kot te zelo glasne kempe za odvajanje odvisnosti otrok od
interneta, ki so nekateri tako rigorozni, da grozljive zgodbe prihajajo iz teh kampov. Ampak hočem reči, to je dejanska težava. Kajti treba se zavedati, da veliko gigantov tehnoloških uporablja določene veščine, da vas pritegnejo, da dlje ostanete za napravo, ne da se nujno gibate na svežem zraku. Tako da tukaj se mi zdi, jaz sem namreč mama 2 majhnih deklet, mladih žensk, no, če to pri 7 in 4 vlada, sta to mladi ženski, zaenkrat so deklici in je potrebno jih opolnomočiti na takšno življenje. Naša generacija je ravno tista mejna, ko se je to uvajalo, pa verjetno Simon nekoliko mlajša generacija, si predstavljam kot moja, ampak ko se je to recimo zelo intenzivno uvajalo, in pač mi smo nekako padli brez posebnih priprav in smo večkrat, bomo rekli, enticed, mi smo v bistvu namamljeni, pa kupovanje, pa oglasi, pa tudi dejansko niso vse prakse lojalne. Pri nas se izredno moramo držimo te skladnosti zakonodaje, zelo resno to jemljemo, imamo tudi tako imenovani shield agencies in tako naprej, ki skrbijo in nas pregledujejo, če smo varni za otroke, če smo skladni z zakonodajo in zdaj to postalo vse bolj regulirano. Tudi če opazite, kakšna sporočila vam pošiljajo Facebook, Google zadnje čase, to je zato, ker to zahteva Federal Trade Commission. Prej pa pač tega niso počeli. Torej, to je svet, ki ga je treba posebej, bom rekla, mlajši generaciji jo dobesedno informirati in jih opolnomočiti, da to je en svet, ki je virtualen, krasen svet, ampak je to virtualni svet, ki pač veliko temelji na tem, da se prodajajo oglasi, da se vam kaže vsebine in tudi to, kar je bilo v zadnjem času, verjetno ste vsi gledali te filme, kot so The Great Hack in te stvari, to je v bistvu vse interest-based advertising oziroma profiliranje uporabnikov, To je nekaj, ki je bilo včasih popolnoma kot divji zahod, zdaj se to regulira vse bolj in bolj, Za otroke je bilo vedno nekoliko bolj zaščiteno, da vas pomirim, In tukaj je bilo zelo jasno, kako je Outfit 7 delal striktno skladno z zakonodajo. Tudi zato, ker sta imela prejšnja lastnika idejo, da sta želela to prodati. Takrat ne. In sta bila izredno zavezana k tej ideji varstva potrošnikov in varstva otrok. Ampak moram reči, tega ne počnejo vsi in tukaj je treba se izobraziti in se navaditi, da je to ločnica, ki mora ostati ločnica. Bom rekla ta čist človek človeku naj bo še vedno človek, mašina nam ne bo popolnoma ničesar nadomestila. V tem času, kot ga imamo zdaj, je to krasno, ker se lahko vidimo, lahko se pogovarjamo, imamo neke stike, temu lahko rečemo, ampak izven tega pa je treba jasno v glavi in v srcu imeti ločnico. To naj bo tool, ki ga uporabljate. Vi ne smete biti uporabnik, to je bilo dobro rečeno v enem filmu, samo drug dealerji pa big tech companies refer to their, pač ljudi, ki jih uporabljajo kot users. Samo users of drug and users of computer technologies. Vse ostalo govorimo o, se pravi, potrošnikih, consumer. Tukaj smo pa userji. Tako da je veliko enih, moram reči zdaj več informacij, kot jih je bilo, tako da tukaj je treba sebe in naslednje generacijo izobraziti o tem. Super, hvala. Super, hvala obema damama za tudi pohvale in glede branja in pa tudi tega, da se počutim malenkost mlajšega zdaj. Jaz bi se mogoče kar navezal na vprašanje od Marka, pa tudi to, kar je Nana zdaj že omenila. Tudi tole, ne vem, zdaj, leto 2020 je bilo pač žal neizogibno tudi prežeto s to pandemijo in posledično hitro digitalizacijo. Pa me zanima zdaj mene kot nekoga, ki mu je recimo temu davčno-pravno delo relativno španska vas, pa mogoče še kakšnemu iz naših poslušalcev, če bi nam mogoče malo povedala, kako se pa v bistvu tvoje delo skozi pandemijo spreminjalo ali pa se delo v vašem podjetju. Pa potem še čisto mičkeno podno vprašanje, se ti zdi, da je bilo mogoče tudi v kakšni izmed teh sprememb tudi nekaj dobrega v tem? Hvala Simon, zdaj verjetno bom jaz dala precej presenetljiv odgovor. Naše delo se ni popolnoma nič spremenilo, samo v pisarni nismo hodili. Mi, glede na našo strukturo, konkretno Outfit 7, kot veste,
mi imamo sedež v Združenem kraljestvu in na Cipru, imamo podružnice v Španiji, v vseh državah, ki so bile izredno močno prizadete zaradi pandemije. Ne? Združene države, Španija, Indija, Kitajska. Se pravi, in moram reči, da pač preprosto mi smo že prej obvladovali Zoom tehnologijo. Mi smo pač uporabljali Zoom kot podjetje. Ogromno dela, praktično vsi, bomo rekli, uporabniška orodja so bila online. Ne? Seveda, kakšni segmenti našega dela, verjetno umetniki, naši artisti so imeli težjo nalogo, ker so bili vajeni delati več na bolj specializiranih, bomo rekli, računalnikih, ki so bili takrat v pisarnah. Ampak mi smo preprosto celotno operativnost prenesli v svoje domove. Tako da mislim, da kar se je spremenilo, delo samo se ni. To je delo na računalniku, toliko in toliko ur na dan, s tem, da pač delaš doma. Seveda za vse nas se je spremenilo, ko so se nam pridružili naši dragi otroci. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da mi smo izredno z veliko posluha za fleksibilnost se lotili te zadeve. Jaz osebno sem pa tudi svoje tako imenovane leads, svoje v bistvu vodje posameznih oddelkov znotraj pravne pisarne, pač moja naloga je bila, da bolj skrbim za njihovo dobro počutje. Seveda nekaj so naloge, potem se bolj organiziraš se glede na razpoložljivost vseh posameznikov, njihovega šolanja na domu in pa seveda samih nalog. Zakaj je bilo pa dobrega v tem? Mislim, da kar lahko rečem zase, dosti bolje so prišle na plano prijaznost, ki jo glede na moja sporočila, ki jih bom kasneje želela predati poslušalcem, mislim, da prijaznost je ključna. Moja velika vrednota je prijaznost. Če si lahko prijazen, kadarkoli se potrudi, da si, ker tudi ne boš nerelevanten, če si prijazen. Samo lažja in blažja oblika tvojega sporočila bo prišla do drugega slušatelja. Torej, kar je bilo dobro, je večja humanost se je izkazala. Si predstavljam, da marsikdo nima žal takšne izkušnje. Ima izkušnje z odpovedmi, z težkimi situacijami. Mislim, pri nas osebno je bilo največ, kar so moji kolegi izrazili, neka hvaležnost. Da so lahko opravljali delo, da so lahko bili v miru, da so imeli relativno varnost in da je bilo posluha za to fleksibilnost glede na zasebno življenje. Žal slišim, da temu ni tako povsod. In nekaj, kar je recimo tudi ena moja zelo pomembna vrednota, jaz rada gradim tudi v delovnem okolju odnose, ki so vsaj srednje, če ne dolgoročni. Takšni odnosi so povezani na vrednote in na prisluhnjenje posamezniku na drugi strani. To niso samo finančni cilji, taski, ki vam jih naložim, Simon, ampak mene potem tudi zanima, kako se vi počutite, pa kako, če bo vam midva zdržala kot sodelavca na srednji ali dolgi rok. Ker če me zanima samo, da mi opravite naloge, bo vas zanimala samo, koliko vas bom plačala, pa kako hitro boste lahko napredoval. Če pa mava potem recimo še neko vrednotenski odnos, me pa potem tudi zanima, kako se obnašate, kako se počutite, ali imate stisko ali ne. In potem je to, bom rekla, krmiljenje preko teh stisk, ker mislim, tukaj so bile predvsem človeške stiske in ostajajo in so še vedno, je potem vse skupaj lažje. In je grejanje tega odnosa, čist delovnega, poglobljeno. Lahko je pa čist v nasprotno smer gledane. Tako da jaz mislim, to so tudi izkušnje ljudi v tej krizi. Ali je čudovito in so poglobili odnose doma in sodelavci, ali gre pa popolnoma v nasprotno smer. Super, odličen odgovor, res. Ja, se pridružujem. Hvala, draga Nana. Rada bi predvsem to izpostavila, res te vrednote, ki jih deliš med nami, zlasti prijaznost. Tu se zelo strinjam. Tudi sama moram reči, da iz svojih lastnih izkušenj, pa sem zdaj že toliko mentorica, ogromno je bilo, več kot 12 tudi mojih študentov nagrajenih s Prešernovo nagrado, pa več kot 600 diplomantov, magistrov in sem nekako sama pri sebi opazila, da tudi s prijaznostjo moji odlični študenti dosegajo še bolj odlične rezultate in da prijaznost ne pomeni ali pa neka taka prijazna dobra energija, da bo delo manj vrednoteno oziroma manj relevantno. Rada bi se pa navezala na moje drugo sporočilo o tebi in pa bi rada prosila za tvojo refleksijo. Mi vsi, ki te poznamo, vemo in občutimo, da te res
te občudujemo skozi tvojo izjemno osebno energijo, tako tebe kot drage Nane kot vodje, in s tvojo resnično močno osebno in karizmatično energijo še posebej povezuješ poslovne ženske v mednarodnem poslovnem okolju v tvojem prostem času. Ja, omenila si mamica, sta z možem Nikom starša 2 mladih deklic, princesk, in zato želim izpostaviti, da kljub tej vlogi materinstva, kljub vlogi doktorice znanosti, kljub vlogi vodje v mednarodnem okolju in vlogi matere in pa žene, ti ves čas, pa bom rekla, več kot 5 let zdaj poznam, zdržuješ tudi to vlogo umetnice, direktorice, kreatorke, gledališko plesnih performansov, ki so dejansko tvoje avtorsko delo, in sporočaš sodobni poslovni ženski, da moč je usklajevati vse te 4 vloge, prek doktorice znanosti, vodje v multinacionalki, žene, in sočasno ob materinstvu tudi si vzameš čas za te tvoje res izjemne dogodke, kjer pa si kot prva združila vlogo vodenja in pa umetnosti, predvsem plesa in pa glasbe. Odkje to lahkotno prehaja med vsemi 4 vlogami? Večkrat si dejala, ja, jaz želim mojim hčerama že zdaj pokazati, da živijo za umetnost, ne, da ni zdaj neko obdobje, ko bo samo materinstvo, in potem, ampak da že od majhnega želiš in tudi prispevaš skupnosti žensk. Povezuješ nas in res organiziraš izjemne dogodke, vsaj 2-krat letno, kjer smo vse osuple. Res. Okay, mislim, da potrebujemo nekaj background information zdaj. Torej, jaz sem pač, kot najstnica sem se izredno intenzivno ukvarjala s plesom, tudi razmišljala sem, če bi bila to mora biti moja kariera. Pa me je moja profesorica flamenka, Concepción Fernández, res izjemna ženska, ena izmed prvih nastopajočih profesionalnih bailarin flamenka v Španiji, mi posedla pa je rekla, ne. Ti boš plesala celo življenje, ampak ne, to ne bo. No, in sem rekla, v redu. In je pač, sva se imela izredno rada, imela mojo tehniko plesa in vse, ampak rekla, mislim, da to ne bo, tvoje srce ne bo, ti boš celo življenje plesala, ampak In prav, no, kaj pa potem ti meni predlagaš, da bi jaz to naredila? Ne? Pa prav, ja, samo 2 študija imam v mislih. Vsega kaj pa prav. Pravo ali matematika, in točno med tema 2 sem se jaz odločila. Bom povedala, zakaj, pa grem najprej na tvoje vprašanje. No, in potem kot mama, dejansko imaš službo, domov greš, ker greš zelo rad k svojim otrokom, k svoji družini, seveda tudi k svojemu možu, da ne bo pomote. In je nekako veliko se pogovorov vrti okrog materinstva. Veliko je potem služba, dom, služba, dom, služba, dom, služba, dom. Tudi potovanja so samo službena, potem, ko greš potovati. Skratka, tu svet se mečkano spremeni. In jaz sem bila vedno izredno aktivna, vedno sem imela veliko energije. Če vprašam svojo mamo, ja, sem bila izredno energičen otrok. Torej, nekaj življenjske energije imamo v tem smeri. Tudi torej, neke umetniške želice imam. No, zdaj pa pridemo v leto 2017. Torej, jaz sem ravno kar moja mlajša hčer bila stara 1 leto in jaz sem vedno videla te, če želiš, gledališča, nekakve predstave, kam bi umestila v prostor stvari. Najprej glede preko plesa, ki ga bolj poznam. No in potem sem pač dobila en čist navdih, tako hecen. In se je rekla, dobro, bom pa jaz takšno prvo zadevo za svoje prijateljice organizirala. In prva takšna dogodek, šliš bila simpatična večerja, imenovala sem večerja kresnic, nekaj takega. In smo imeli pač kot literarni večer. In takrat je že ena izmed čudovitih umetnic plesalk v Sloveniji in tudi v tujini, kaj pa seveda bom prišla, pa bom zaplesala. In od takrat naprej, mislim, da to je dalo toliko energijo nam vsem. In posebej ženske, ki smo bile matere majhnih otrok, kako naj temu rečem, ne greš, ne odpraviš se ven, če nimaš tehnega razloga, vsaj jaz nisem, ne vzameš se tistega časa preprosto. In tudi recimo za službo, za šport, Sandra, da, sem si ga vzela, recimo za to druženje pa ne. In sem pogrešala svoje prijateljice. Najprej bo to izključno za prijateljice, potem je bilo pa ogromno čudovitih žensk, ki sem jih želeli spoznati.
In to je vse. In na ta način so se razvile vse te zadeve, tudi gospoda, da ne bosta presenečena ali pa da se razumemo, o čem govorimo. To so v bistvu, moja čisto zasebni krog je in pač to so gledališke predstave, ki jih pripravim. Tako. To so v bistvu dame, prijateljice, zanimive ženske, ki se tega udeležijo. To nima nobene povezave z mojo službo, z ničemer, ampak to je ena zelo taka lepa stvar, ki jo želim prirediti seveda zase, pa tudi za svoje drage prijateljice, dame, zanimive ženske, ker je pač to nekaj lepega. Želimo uživati v nečem lepem, želimo imeti trenutek, ki si ga besedno odtrgamo od svojega življenja, ko nimamo veliko časa. In to je nek tak element, to je pa mečkano tipično zame, ta element magije, to, da te mečkano odnese v neko drugo, pa ne sanjarijo, ampak v razmišljanju o tem, kaj vse je mogoče. Jaz bi se, draga Nana, kako se pa vendarle organiziraš, da ti to vse uspe? Ker jaz bi rada tudi kolegoma v uredništvu povedala, za kakšne razsežnosti to gre. To gre res za v enem performansu tudi do 25 nastopov, gre tudi do 20-30 recimo plesav, kostumov, več 100 metrov svile. To je resnično dogodek na vrhunski ravni. Če smem zaupati anekdoto moža, ki je nekoč rekel, že ko si začela, draga žena, Nana, kaj pa je zdaj to? Povej mi, kot možu, ali ti skrivoma, kako je že rekel, nameravaš ustanavljati neko stranko, ali kaj se raje bi si kupila, recimo ne raje, ampak morda bi kaj drugega, si kupila morda celo avto, ker jaz moram reči, kako te me občudujemo, ker ti delaš to vse v prostovoljni luči, organiziraš in potem po tem dogodku se oblečeš v tiste supergice in vsa drobna, slečeš krinolino in vsa drobna sama želiš vse pospraviti, ampak to je za cel velik tvoj džip, pa še tega materijala, tako da mi smo res, te občudujemo, kako se ti organiziraš, da zmožeš vse te vloge. Kaj je bilo tudi v zadnju te anekdote? Kako se organiziram? Dobro, če bi vprašali mojega moža, bi verjetno kako drugače povedal. Ampak kako se jaz organiziram? Najprej, ko si omenila 4 vloge, jaz mislim, skozi vse 4 vloge sem jaz ena sama. Jaz ne vidim, da so to 4 ločene vloge, jaz nisem drugačna doma, kot sem recimo v službi, imam različne naloge, ampak se mi zdi, da jih opravljam enako kot naloge mame, imam naloge pač vodje, seveda ne crkljam nujno svojih sodelavcev, ampak izven tega pa pač sem ena oseba. Jaz sem tudi pač ne delam ročnice, kako se obnašam do ljudi formalno, neformalno. Pač jaz sem kar pač ena in ista. No, to je najprej, kako kombiniram te vloge. Pač toliko jih imam in toliko, kolikor imaš vlog, toliko energije imaš zanje, ne? Mislim, to besedno tako preprosto se to meni zdi. No? Zdaj, kako pa v bistvu tele zadeve počnem? Jaz mislim, da če je nekaj takšno veselje, je to približno tako, kot če si zainteresiran za študij in bereš 1000 strani na dan, tako lahko se lotevati podprojektov, ki te veselijo. Tako da, kako jaz naredim te svoje predstave, o katerih sploh nisem hotela govoriti, Sandra, tako da hvala, je, ne vem, najdem čas, najdem par večerov, ko zmontiram film, najdem par navdihkov, napišem govore in te govore, ki jih vi mislite, kaj se to zgodi, to je napisano v parih minutah, 15-20 minut pa en govor gotov. Tako da to je stvar, pač to je toliko veselja, da to pride samo od sebe. Pa to ni grit, ni to, ampak to je samo takšno izjemno veselje do tega. Dobro, super, hvala. Deva se še malo dotaknem, že prej si omenila, da ti je blazno pomembno pri tvojih sodelavcih, zaposlenih, pri ekipi tudi vrednote. Tako deva se podati v ta svet. Kaj dejansko pa je tebi pomembno, ko sestavljaš neko ekipo, na kaj si pazljiva, kaj so neke prednosti ali pa neke vrednote, ki se ti zdijo zelo, zelo pomembne ali pa so ključne? Zdaj, mora biti glede tistega prejšnjega, da poslušalci ne bodo presenečeni. Seveda v COVID času so te predstave ali online, predvsem so pa take, da so dovoljene glede na zahtevanje in so vsa dovoljenja na mestu. Ker so zasebne, je to pač tako, ampak jaz sem pridobila vse možne, bom rekla, green flags. No, ok, zdaj bi pa odgovorila na tole vprašanje. Se pravi, glede vrednot.
Ja, kaj je meni pomembno? Mislim, da vsak, ki sestavlja svojo ekipo, pač jo nekoliko sestavi po sebi, pač nekoliko ega smo definitivno. Meni je izredno všeč, in moram reči, to sem posebej na Outfit 7 spoznala, ker mi imamo ta sistem SDI, se pravi, to je v bistvu definiranje posameznika, ne gre za osebnostni test, ampak samo kako se odziva, ali je bolj analitičen, ali je bolj ekzekutiven, ali je bolj recimo usmerjen k nekemu delovanju za ljudi in tako naprej, tako blue person. Torej, tukaj mislim, da je izredno pomembno, da imamo predstavnike čim več barv, če temu lahko rečem. Kajti v bistvu ravno tukaj sem se naučila, kako to izredno krepi. Nekdo, ki drugače razmišlja kot ti odpre neverjetne dimenzije, lahko zelo majhnega in ozkega problema. Torej, če začneva s tem, pa sem jaz tukaj SDI hub, se pravi, lahko bi rekli vse pa nič, to je največji hec. Ko zbiramo nove sodelavce, če zbiram mlade sodelavce, se pravi takšne, ki so pravkar prišli z fakultete, mi je izredno pomembno, to jim tudi povem, to vam lahko tudi potrdijo, izredno mi je pomembna ljubezen do poklica, torej, da te res zanima to, kar počneš, ker če te ne bo izredno težko opravljati svoje delo. Ti moraš imeti rad to, zanimati te mora, ker se boš s tem ukvarjal pač toliko in toliko ur na dan. In pa hkrati neka, kako bi rekla, strast, grit, zavzetost, nekaj takega. In to je vse, kar mlada oseba potrebuje, da je lahko uspešna. Bom rekla, nek resničen interes, da zagrabi neko problematiko, da se ukvarja, da je to užitek, ne da je to raje bi počel nekaj drugega. Kajti, če bi raje počel nekaj drugega, potem prosim počni tisto drugo. Ker te bo najbolj veselil in boš nisem tako dober, da bo lahko izjemno in boš najbolj prispeval v svoji družbi. Če torej to ni tisto, kar želiš, če tam, kjer si, ni tisto, kjer želiš biti, pojdi tam, tja, kamor želiš biti. To je prvo načelo. Zdaj, pri izkušenih je pa tako, mi kot družba imamo tudi vrednote, ki jih imamo mi, spet to sta izjemna začetnika, te družbe že začela s temi Outfit 7 Values, jih živela, jih oznanjala in to smo pač res prenesli naprej in tudi novi lastniki so to povsem sprejeli in to je res naša prav kultura, temu tudi rečemo kultura. Je pa seveda samo ekspertiza, samo strokovnost je krasna, ampak če niste vi team player, se to ne bo zgodilo. In ne morete verjeti, kako, zdaj pa prijemo do tega, pravniškega, se pravi kontinentalno pravo, ima večkrat, je izredno pomembno samo, da ti poznaš stvari, da jih ti obvladaš, tudi da jih razpravljaš. Ampak recimo pri nas, pa verjetno v velikih odvetniških pisarnah je drugače, ampak recimo premalo je nujno poudarka na tej razpravljalnosti, kjer je potrebno sodelovati z drugimi. In ko ti sodeluješ z drugimi, se ideje krešejo in prije preko te dialektike do res čudovitih rezultatov. Včasih si fasciniran nad idejami, ki pridejo iz tvojih lastnih ust. Torej, ta team player nekaj, je v bistvu najbolj pomembno recimo pri odraslih pravnikih, odraslih izkušnjah, kajti tam je absolutno jasno, da oseba je strokovnjak. Tudi CV sam po sebi, glede na CV je jasno, da oseba obvlada svoj poklic, najverjetneje. Torej je pomembno, da imamo potem tudi te mehkejše veščine, da bomo to lažje opeli, kajti taka oseba potem prenašala znanje, bo lahko mentor nekomu, bo predvsem tvorno sodelovala, ko bo pregledovala izdelke drugih, bo lahko rekla, ampak če bo to naredila na dobronameren način, bo to čudovito, lahko pa so še kakšni drugi aspekti tukaj povrh. Tako da na kratko govoriti, mladi, entuziazem, starejši, team player, work as a team. To je tudi Outfit 7 Value. Hvala. Hvala, draga Nana. Jaz bi se pa zdaj rada poudarila tudi tvoj raziskovalno-akademski bogat opus. Moramo povedati našim poslušalcem, da res imaš ogromen raziskovalno-akademski opus, ki ga bogatijo številni članki, nastopi na mednarodnih kongresih in pa univerzah po svetu. Si tudi avtorica številnih strokovnih člankov z področja mednarodnega prava, ki je dejansko tvoja, bom rekla, ta strast, srčika, in pa tudi avtorica številnih člankov
Z tega vidika bi te rada vprašala, s katerimi izzivi vodenja in s katerimi vsebinami se soočate mednarodni pravniki v mednarodnem okolju v času digitalnega gospodarstva in ekonomije. In tu bi pa dodala tudi refleksijo, kako ti ločiš, veliko si nam že omenila, izpostavila si ljubezen do dela, ki je tebi pomembna, ampak kako pa ločiš in kakšna je razlika med dobrim in vrhunskim vodjem in kakšna je razlika med dobro in vrhunsko menedžerko in na kaj posebej gledate v multinacionalnem okolju za vse tiste naše mlade poslušalce, ki si želijo kariero vzpostaviti v mednarodnem okolju. Zelo kompleksno, večplastno vprašanje, se ga probam lotiti nekoliko z idejo, da poskusim in z željo, da poskusim odgovoriti na vsa podvprašanja. Torej, najprej izzivi mednarodnih pravnikov. Zdaj, ravno v smislu člankov, bom rekla, znanstvenega dela, je na področju digitalizacije ravno izziv tisto, kar smo že govorili do prednedavnim, posebnih smernic, razen GDPR-ja in teh določenih zakonodaj niti ni bilo. Torej, to je zdaj izredno dinamično področje, tudi politično sporno področje in tukaj je veliko, kako bi rekla, veliko je nejasnosti. Tukaj se res zadeva, tukaj, kar bomo rekli tako v skladu z ameriškim principom, kako pravo in gospodarstvo tečeta vzporedno, dejansko se prepletata in sokreirata. Pač tisto, kar gospodarstvo zahteva, v bistvu pravo vedno teče korak zadaj. Temu je tako. Davčno pravo, ko teče pa še 3 korake za običajnim pravom, ker pač temu je tako. To je najbolj, bomo rekla, tisto bazično pravo, ki regulira, bomo rekla, gospodarstvo, ampak iz najbolj statičnega vidika. Tukaj so potem tudi vidi vrednote gospodarstva v davčnem pravu. No, ampak recimo, zdaj, če govoriva čisto digitalizacija, v bistvu seveda lahko govoriva o vprašanjih varnosti digitalizacije, katerega aspekta se lotiti z vidika, ali bomo regulirali, ali ne bomo tega regulirali, kako zagotoviti učinkovito zaščito, kako pripraviti, zdaj samo pač tudi sankcijsko funkcijo, kaznovalno funkcijo do tega in kako konec koncom zagotoviti tisto, kar je vedno ideal pravnikov, to je ta neotepljiva veličastna pravičnost. Tako da tukaj je vedno in na takem področju, ki je manj regulirano, ki je tako novo, je to še veliko večji izziv. Prav raziskovalnega je tukaj seveda manj, tukaj lahko sam raziskuješ in predvsem v povezavi s tehnologi, ki se ukvarjajo s to digitalizacijo in s tem sistemom poskušaš doumeti, kaj obstaja, kaj ne in kje so v bistvu tako imenovani gaps. In tisto je potem potrebno regulirati. Zdaj, operativno je podobno. Na dnevni ravni pač jaz in moja skupina, moram reči, imam čudovitih 18 kolegov, ki delajo z mano, od tega čudovite 3 kolegice, ki so na porodniškem dopustu, kar sem izredno vesela zanje in jih tudi jaz nadomeščam. Tam vedno reče, pa zakaj ti vse nadomeščaš? Pa zato, ker jih tako podpiram, pa meni je pač to simpatično. Tako da, mi dejansko z roko v roki delamo svojim. Se pravi, ta work as a team je res pač vrednota, ki se držimo in hkrati določenih segmentov, ki jih pokrivamo. Če ne govorimo čisto o klasičnem pravu zaposlitve naših zaposlenih in tako naprej, če govorimo o uporabnikih, mi smo na prvem valu. Pač mi moramo razumeti smernice, ki so in ki nastajajo šele, kako se jih lotevati in kako to implementirati. Tako da to je nekaj čudovitega za pravnika, se pravi, kako to resnično zanima. Torej, nekdo, ki je res čuti strast do tega novega, digitalnega, do urejanja tega, do odnosa z uporabniki, do vpliva na uporabnike, je v bistvu naše delovanje znotraj Outfit 7 nekaj fantastičnega. Ker je pač res, to je pač prav orjamo ledino. Tudi, naprimer, podobno fantastična vloga je bila na sodišču Evropske unije, ker si ti res ustvarjal policy. Tako kot na ustavnih sodiščih. Se pravi, če te iskreno zanima ta del, to delo in pač to raziskovalno in hkrati implementacijsko je to fantazija. In tudi moje delo je izredno raznoliko, zanimivo, dinamično in sem izredno hvaležna za njega. Zdaj pa, kaj je dober lider, kaj je slabši ali odličen lider? Ja, v bistvu,
Jaz mislim, ne bom dala verjetno popolnoma zadovoljivega odgovora, ampak seveda dober lider večinoma si najprej strokovnjak. Iz strokovnjaka ti potem zaupajo vodenje ljudi in si najprej mentor. Se pravi, za dobrega vodjo moraš biti dober mentor. Če želiš biti dober mentor, moraš dobro poslušati ljudi. In če pa poleg dobrega poslušanja, dobre organizacije taskov in pa skrbi za zaposlene, si pa dober vodja samo, če dobro veš, kakšne ljudi imaš v skupini in to spoštuješ. Torej, tukaj spet pride do izraza, bom rekla tisto, če razmišljamo, rečemo super, idealno, ampak če jaz hočem finančni cilj v 6 mesecih, kam pridemo s tole filozofijo. Odgovori lahko tudi pridemo s filozofijo in je potem stvar večjega mentoriranja, da ljudje zdržijo pritisk in organizacije pač posameznih nalog. Jaz mislim, da z organizacijo, dobro organizacijo ne prihaja do izčrpavanja, prihaja tudi do nekega zadovoljstva operativnega med ljudmi, ampak res za vrhunskega vodjo, ki bo ljudi motiviral do tega, da bodo zadovoljni na srednji ali dolgi rok, je pa potrebno graditi odnos na vrednotah, ki naj jo povezujejo. To pomeni, da ima tudi jaz podobne vrednote, ki jih ima oseba na drugi strani, sicer ne bova imela dobrega odnosa kot vodja, teoretično vodeni, čeprav jaz ne verjamem v to, da so ljudje vodeni, ljudje sodelujejo s teboj. Torej, ja, dober vodja, ja, se pravi, mentor, organizator, poslušalec in pa predvsem izredno zainteresirana oseba. To mora biti oseba, ki je mar za vas. Sicer brez tega je lahko krasen vodja, ampak ni pa vrhunski vodja. Draga Nana, hvala za odličen odgovor. Resnično na prvo mesto si postavila eno najpomembnejših dimenzij, to je strokovnost, ker velikokrat se potem govori o drugih dimenzijah, odločen, organiziran, ampak v prvem koraku mora biti vodja vrhunski strokovnjak, tudi pri tebi, tako kot si odlična vrhunska mednarodna pravnica in tujina ti je dala tudi mnogo, vemo, da si tudi zelo razgledana v jezikih, da si tekoče doma tudi se pogovarjate, govorite angleško in tvoj jezik tudi po družini je francoščina, španščina in nemščina. Tako da ja, delovati v mednarodni areni res v prvem merilu si izpostavila strokovnost in močno podpiram to dimenzijo uspešnega vodje. Hvala ti. Hvala. No, moram povedati, moja nemščina, hvala Bogu, se moja starejša hči intenzivno ponovno uči nemško, tako da z njo vadim, kajti žal tega jezika nikoli nisem toliko vadila, kot bi si želela, ostale 3 omenjene pa da. Tako da tisto, imam pa bolj stik. Tako da hvala. Super. Jaz bi mogoče nadaljeval v bistvu s to našo decembrsko tematiko, se pravi izjemnih posameznic. Pa vemo, da nas recimo posluša veliko tudi mladih poslušalk, pa hkrati na drugi strani že vrhunskih uveljavljenih strokovnjakov in izjemnih vodij, pač, ki so ženske. Vseeno se nekako ne moramo znebiti občutka, da verjetno na teh vodilnih položajih še nismo čisto v ravnovesju, kar se tiče spolov. Ko bi mene v bistvu zanimali nek najboljši nasvet s tvoje strani za nekoga, ki si v bistvu žensko, ki si želi zasesti neki najvišji položaj v takih resnih organizacijah, globalnih korporacijah. Pa mogoče, če nam zaupaš še kaj več, kaj v okviru tega delaš tudi pri Women Economic Forumu. Lažji del je Women Economic Forum. Tukaj je v bistvu v tem projektu, to je bila v bistvu samo organizacija Women Economic Foruma v Sloveniji, to je bilo letos februarja. In zdi se v tem letu, da je bilo nemogoče, da je bilo to letos februarja, ker se zdi, da je bila to neka čisto popolnoma druga era. In skupino res izjemnih dam smo pač to organizirali prostovoljno v prostem času in tam sem govorila, tako da dejansko, da bi bila stalno vabljena na Women Economic Forum, nisem bila, sem pa recimo sodelovala tukaj in zdaj, ko me poznajo, so me povabile, ampak zdaj pa v bistvu je pa tak čas, da je vse spet na Zoomu pa digitalno. Torej, zdaj, kar se tiče tematike žensk, dejstvo je, da se mi, najprej bom mogoče povedala zase, jaz, ker v bistvu sem vzgojen, jaz imam izredno močno mater, ki je vodja, ki v bistvu ni, ne bom rekla, ni priznavala razlik, ker obstajajo, ampak je ona pač je živela eno življenje, ki je bilo polno strokovno in tudi moja starša sta izredno enakopravna. Torej, jaz prihajam iz ene družine, ki imam takšno okolje. In tudi, če bi spoznali mojo taščo, je izredno močna ženska. Se pravi, tudi moj mož prihaja iz takega okolja in tudi svojih hčerov vzgaja v smislu, da obstajajo moški in ženske, ampak tako da v veliki meri
In to je ena zadeva, ki pač je popolnoma nesmiselna, ampak z njo živimo in pač z njo delamo in jo potem tvorno poskušamo obogatiti in spreminjati. Zdaj, jaz osebno, verjetno zaradi te filozofije, verjetno zaradi pač poti, ki sem jo zbrala, tudi jaz nisem hotela biti executive manager, jaz sem pač strokovnjak v principu, nisem na svoji koži nikoli se počutila, da bi kdo poskušal kdaj me diskriminirati kot žensko. Če bi moral biti kdo poskušal to početi, sem mu kaj kmalu jasno povedala, kakšno je moje stališče. In pač moram reči, da ne vem, nisem tudi v času študija, ko slišimo različne ideje o tem, kako to je, pač če si obvladal osnov, si dobil dobro oceno. Ne vem, pač nisem se srečevala z idejo, da bi me kdo posebej nadlegoval ali pa diskriminiral zaradi recimo tega dela, pa zaradi mojega spola konkretno. Zdaj, seveda v svetu pa pač temu ni tako. In je glass ceilingi so konkretne omejitve, zelo jasna je potem težava, ko se ženske odločijo za otroke in se potem delamo, pretvarjamo se, da pač je lahko ženska potem po porodu 14 dni po porodu nazaj v službi in normalno opravlja svoje dela. Jaz mislim, da je to popolnoma neumno. Mislim, ni drugega izraza kot to. To je neumno in kratkovidno, ker to preprosto ni logično. Zdaj, kaj se jaz mislim in kaj se midva lahko misliva na teh geostrateških političnih zadevah, je zanimivo, naprimer, kako se loteva predsednica in voditeljica Women Economic Foruma, da ženske opolnomoči z temami, pogovarjajo se o leadershipu, o vodenju, se pravi, in moram reči, ni takih tem, da bi bilo potrebno, se posebej ukvarjati s tem, da diskriminacija je ali ni. Pač delaš s tem, živiš s tem, vendar imaš neko svojo smer. Zdaj, kaj bi mladim ženskam svetovala? Predvsem delajte po srcu. Delajte tisto, kar vas veseli. Lahko ste čudovite inženirke, astronautke, vse, kar si samo želite, vse je možno. Posebej v državi, kakršna je Slovenija, osnovno znanje pridobite, kot smo rekli, in potem greste v tujino in študirate na graduate school in ste popolnoma vse, kar si želite biti. Torej, da bi bila kakšna omejitev v glavi, to se mi zdi nevarno. In to se mi zdi, da pač te čustvene prepreke so nevarne, ki so. Obstajajo, objektivno obstajajo, ampak mislim, ne bom rekla so what, ampak pač preprosto je treba pogledati, kaj si človek želi in stremeti k temu. Odlično. Draga Nana, s Simonom sta tako lepo povzela tvojo vlogo kot vidne govornice in predstavnice v mednarodnem poslovnem svetu, zlasti tudi na forumu ženskega gospodarskega foruma v svetovnem merilu, kjer deluješ v več kot 25 držav preko tega foruma. Moje zadnje vprašanje pa bi bilo, kateri so tvoji vodilni projekti v prihodnosti in kaj si na tem področju kot mednarodna pravnica še želiš doseči, nam podaš lahko kakšen tvoj izziv. Hvala ti. Hvala, Sandra. Jaz moram reči, da sem izredno vesela tukaj, kjer sem. Pač zelo dobro se počutim v tem okolju. Izzivi gotovo bodo, izzivi bodo z nekoliko spremenjenim modelom gospodarstva. Verjetno bodo, bom rekla, vse več regulative pač na področju, ki jo imam. Potem seveda se bo gospodarsko, kot se vedno prilagodi svoj način delovanja, bodo pač novi modeli. Takšne zadeve, bom rekla, zelo operativne, nič posebnega. Želim si pač, mora biti manj izzivov takih, ki me bodo prav pretresali v naslednjem letu. Ampak neko pač, bom rekla, neko ustaljeno rast v svojem poklicu, v izzivih, ki jih srečujem, si pa vsekako želim. Kot rečeno, trenutno sem pa v zelo enem takem lepem trenutku. Lepo, hvala ti. Hvala tudi tebi. Zdaj, preden pripeljemo naš pogovor do zaključka, bi se jaz rad podal še malo na tvoje osebno življenje. Kaj Nana rada počne, kaj rada bere. In zelo zanimivo je, če lahko preberem citat, tvoj najljubši citat, ali pa med ljubšim je od Eckhart Tolle, je dejansko "You're not in the universe, you are the universe. An intrinsic part of it. Ultimately, you're not a person, but a focal point where the universe is becoming conscious of itself. What an amazing miracle." In res nor quote. Tako da, dej nam malo še povej, kaj počneš v prostem času, kaj je tvoja ljubša hrana, hobi, kaj rada bereš, s čim se sproščaš? Stres management, rečemo temu.
Stres management, krasno v toplejših mesecih, pa tudi sicer je najhitrejši odgovor je tek. Jaz se izredno rada gibam. Gibanje pač se mi zdi nekaj zelo vitalnega, že to, da človek stoji, a ne samo stoji, ne sedi, se telo povsem drugače odzove, tako da neka takšna aktivnost telesa mi izredno veliko pomeni, to me tudi pomirja. Mislim, da je to dobro in za, bom rekla, vse možne balanse, ki morajo obstajati pač v življenju, v telesu in tako naprej. Tako da hobi je to, kot ste slišali, moj drug hobi je pač gledališče in ples. V tem času je veliko je lahko na online, a ne, se pravi digitalnega. Upam, da bomo kmalu lahko tudi kakšno gledališko postavitev imeli v živo. Če ne, pač ne, pa še dokler bo potrebno, pa pač na digitalni platformi. Sicer, kaj rada jem, se mi zdi, da je bilo vprašanje, čim več sveže sadja, sezonskega sadja, zelenjave, to mi izredno veliko pomeni. Tudi v bistvu znotraj tele pandemije sva z možem naredila nekaj, kar sva govorila leta in leta, da bova naredila, pa se nisva lotila. Se pravi, da sva si organizirala nekaj kmetij z sonaravnim pridelovanjem, se pravi zelenjave, žitaric, vsega tega, kar pač potrebuješ. Tako da v spomladanskem lockdownu nisva nikoli šla v trgovino in tudi 4 mesece potem nisva hodila v klasične trgovine, ker ti si dobiva te pač potrebne izdelke na takšen način. Seveda, tako da recimo to me izredno osrečuje. Ta zdrava, polna hrana, ki je popolnoma drugačna kot industrijsko pridelana, to se mi zdi, da je nekaj čudovitega. In zanimivo, te hrane tudi ni treba toliko pojesti. Hitreje nekako napolni organizem, se mi zdi, da to je nekaj zelo, recimo to je tudi en pozitiven element, ki je prišel iz tega obdobja zame osebno. Kaj rada berem? Berem moram reči različne stvari. Ravno ko smo govorili pač o moških, ženskih vprašanjih, sem ravno to poletje prebrala knjigo avtorice Tricia McCannon, ki je nekoliko med mejnimi znanostmi, ampak ravno o tem, kam se je izgubilo to čaščenje ženske, je bilo, kot veste, tiste debeli kipci Vener so bili včasih in tako naprej. Naprimer, ona je pač resno študijo naredila tega, kako se je to spreminjalo, kako je recimo na to vplivale določene organizacije, družbe in tako naprej. Naprimer, takšne stvari me zanimajo, ne nujno zaradi ženskih študij, ampak čisto zaradi, bom rekla, razlogovanja človeštva. Seveda, naprimer Murakami mi je všeč kot avtor, Eckhart Tolle očitno, pa tudi glede na vse, ko smo govorili, ta element magičnosti, čarobnosti, v bistvu recimo magični realizem Latinske Amerike, neverjeten, Marquez, Isabel Allende, tako da mislim, da različne stvari. Nimam prav veliko časa, ampak naprimer poletne počitnice so tak trenutek, ko vzamem s seboj knjigo ali dve in potem tudi preberem. Je pa res, da veliko je, super so naprimer te online books, ki sem jaz to prvič slišala, sem rekla, ne, to pa absolutno je lenoba duha, da ti nekdo bere knjigo in potem ti to poslušaš in to nima smisla. Ampak je pa fino, da izkoristiš kak trenutek, izkoristiš naprimer daljšo vožnjo ali pa kaj takega in se skozi to lahko nekoliko tudi obogatiš. Čakajte, kaj je bilo še vprašanje? Hrana sva že, hobi smo o njih govorili, knjiga sva rekla. Šef in pa podjetnik oziroma podjetnica. Podjetnik, podjetnica, moram reči, da jaz nisem imela klasičnih vzornikov, tako kot jih imajo nekateri. Verjetno ste pa skozi moje pripotovanje ugotovili, da res cenim delo IZSI in sama Logina. Tudi kako sta zastavila pač to vrednotensko strukturo družbe, v kateri delujem, in pa Ana Lukner-Rolič se mi zdi, da res počne nekaj, kar je izjemnega in srčnega. Ana še pride k nam, tako da so že zmenjeni. No, odlično, me veseli. Jaz bi si v bistvu, ker tudi že gremo malo proti koncu, sposodil tisti ponavadi Markov del, pa Mark je ponovadi malo tukaj zastrašujoč do naših gostov, da nas posluša širok spekter ljudi, se pravi od članov uprav, vrhunskih strokovnjakov, CEO-jev, pa vse do mladih poslušalcev, študentov in študentk. Tako da bi v bistvu lepo prosili te zdaj pač za tiste tvoje 3 nauke, ki misliš, da so res pomembni, da jih naši poslušalci odnesejo s seboj
Okay, zdaj mislim, da je v bistvu v vsakem primeru tako zasebno kot v strukturi, v kateri delamo na delovnem mestu, se mi zdi, da je zelo pomembno, kakšne vrednote, da se res odločiš za določen spekter vrednot. Zdaj, ali je vrednota, lahko je vrednota tudi popolnoma hitri finančni cilj. Ne? Saj nimam težav s tem, ampak se mi zdi, da za neko osmišljenost dela, je potrebno si opredeliti svoje tiste vrednote, ki so tebi pomembne, jih potem dosledno živeti. Tako pri sestavi ekipe, pri doseganju ciljev, pri postavljanju ciljev, pri ravnanju z ljudmi, se mi zdi, da je to pomembno. To je recimo nekako prvi nauk, če temu lahko tako rečemo. Zdaj, ena izmed mojih pač res pomembnih vrednot je ta prijaznost, kot sem rekla. Zdaj, seveda, kot smo že rekli, pa ne toliko ženske, ampak strokovnjak, mladi strokovnjak, vsak se lahko najde v trenutku, ko bi želel biti relevanten. In takrat večkrat nekateri pravijo, ali pa neke klasične teorije o tem učijo ljudi, da morajo biti asertivni. Zdaj, krasno je, če si asertiven tako, da je to odmerjeno na prav način, ampak lahko gre hitro v napačno smer. Tako da jaz sem recimo pri sebi ugotovila, da si lahko absolutno prijazen, pa kljub temu izredno relevanten. In to je recimo nekaj, kar mene pomirja. Ni potrebno včasih, seveda si lahko strog ali oster, pa kljub temu to narediš na prijazen, dobrohoten način. Torej, človek na nasprotni strani, to je tudi nekaj, kar sta začela Izasija in Samo Login, The Arbinger Institute, ima posebne, bom rekla, način, trening veščin, kako se trudimo pretopiti humanost, gledanje človeka na drugi strani kot človeka v delovno okolje. In to je nekaj izjemnega. In tukaj je v bistvu, in vse je lahko bistveno bolj lahkotno in prijazno. Torej, to so te vrednote. Zdaj, druga, jaz mislim, da ljudje imamo izredno veliko strahov, ali bo ali ne bo uspelo, kako se lotiti stvari. In mislim, da to je že Roosevelt dobro rekel, da en izmed največjih strahov je, kako že vlau, is fear itself. One of the biggest fears is fear itself. Se pravi, težava je sam strah. Pač lahko imaš emocije, ampak preden tega, to je potrebno pretopiti v akcijo in nekakšno premagovanje smiselnih manjših ciljev, da se to omogoči. Se pravi, in treba je neka srčnost. Se pravi, če je prav nauk, bi bil ena od najmogočnejših nalog, pa naših ciljev je premagovanje, razblinjanje teh strahov in tega se lotevajmo z čim več srčne energije. Tretji je pa tisto mora biti, kar sem tudi že povedala, mislim, da je bistveno, da pač res si prisluhnemo, najdemo neko svojo pot, nek svoj izraz, ta bo samo vaš lasten, tukaj se niti ne bi lotevala tekmovalnosti. Če je to vaš glas, vaša pot, je to vaše lastno. In v tem zgledujte se potem. In to bogatite, to naj bo tisto najboljše vaše in s tem boste tudi najbolje pripomogli družbi in konec koncev svetu. S tem, da hkrati boste pa vi najbolj zadovoljni. Tako da to so neki trije nauki, če lahko temu tako rečem. Super. Zdaj, jaz bi se ti rad v imenu skupine Beyond Leadership še enkrat zahvalil za tvoje izjemne poglede. Še enkrat, dragi poslušalci, z nami je bila dr. Nana Šumrada Slavnič, doktorica davčno-pravnih znanosti, predavateljica, inovatorka, avtorica večjih člankov in pa direktorica umetniških in gledališko-plesnih performancev. Vse v redu. V redu je, krasno. Samo Nana je prišla, se je pogovarjala z vami. Hvala tudi vam trem. Hvala. Hvala. Ja.